V tem videu bomo opredelili pogoje. Ukaze za postavitev ležajev lahko najdemo v vhodnem panelu med osnovnimi ukazi za modeliranje ali v SCS spoklige HTU. Glede na modelirano temeljno ploščo bomo izbrali Surface Separate on 2D. Po odprti menija Surface Separate on Surface bo potrebno definirati tla. Iz arhiva lahko izberemo potrebno vrsto tav ali pa vnesemo parametre tav iz geomehaničnega elaborata. Po vnosu teh parametrov označimo temeljno ploščo in takoj se prikažejo površinski oslonci. Če nimamo geomehaničnega elaborata in ne poznamo značilnosti tav na ta način, lahko uporabimo SCA bazo podatkov. C in C predstavljata horizontalno togost opore, medtem ko C predstavlja vertikalno togost opore, kar je pomembno za analizo. Z možnostmi C2X in C2Y lahko vnesemo rotacijsko togost tav, kar je pomembno za analizo stabilnosti. Glede na model bo potrebno postaviti linijska oslonce na grede, ki jih imamo na tem izbočenem delu modela. Zato bomo izbrali Line Separate on ND. Zadržali bomo trenutne nastavitve stopenj svobode, kjer je dovoljen premik v smeri osi in rotacije okoli vseh treh osi. Po izbiri vseh gred potrdimo vnos s tipko Escape. Če izklopimo prikaz volumna in renderiranja površine na tridimenzionalnem modelu, bomo jasno videli postavitev leževe. Glede robnih pogojev moram še dodati zglobne povezave na robovih zidov in plošč, pri čemer uporabim ukaz Hinge v 2D. Učinkovali bomo na vseh spojih zidov in plošč na vseh nadstropjih. Ko so robni pogoji definirani, je priporočljivo zagnati proračun, da vidimo, ali je vse pravilno nastavljeno. Lahko zaženemo proračun, tudi če nismo definirali obremenitvenih primerov, ker je obremenitveni primer 1, lastna teža, samodejno ustvarjen s strani programske opreme. Proračun je uspešno zaključen in maksimalni pomik je v pričakovanih mejah rezultatov.